Hvala ti, ker si se odzval mojemu vabilu tokrat. Nekaj časa sva se že dogovarjala, ampak zdaj mislim, da je najbolj relevantno, da imava tale pogovor, ki ga bova poskusila imeti. Ker se mi zdi, da malo podtalno jaz osebno čutim neko krizo v našemu communityju človeštva kot celoti. Predvsem imam tukaj v mislih, kako bi rekel, nek poraz skepticizma nad znanstveno skupnostjo in znanstveno metodo. Tako da ti kot komunikator znanosti oziroma promotor znanosti, mislim, da boš zelo relevanten za tale pogovor oziroma da meni malo mogoče anksiozno spustiš, da mogoče ni tako slabo, kot sem analiziral. Mogoče lahko začneva, da mogoče poveš malo svojega ozadja, s čim se ukvarjaš, pa mogoče svoje akademsko ozadje, tako da bojo ljudje razumeli, zakaj imam glih s tabo ta pogovor. Hvala za povabilo. Moje trenutno ukvarjanje je v glavnem z pisanjem o znanosti, in nekako tudi preučevanjem znanosti na nek način. Zanima me, kako se znanost mogoče spreminja v zdajšnjih časih, glede na to, kako je bilo takrat, ko je zares nastajala in kaj se je vmes dogajalo. Zato tudi sledim vsem dogodkom v znanosti in spremljam, kako je znanost percipirana v družbi. Tudi to me zelo zanima. Drugače pa moje akademsko ozadje je pa, sem študiral fiziko, diplomiral, vzporedno sem študiral še filozofijo in potem doktoriral iz filozofije. Ukvarjam se pa nekako filozofijo znanosti, pri čemer mogoče ne poskušam to filozofijo znanosti malo drugače razumeti, kot ta klasična filozofska disciplina, ki se ukvarja z znanstveno metodo, v glavnem, vsaj do zdaj se je ukvarjala. Zdaj pa vedno bolj se ukvarja tudi s tem, kako je znanost del družbe in kako sama znanstvena skupnost tudi deluje. To me zelo, zelo zanima, kako se to spreminja in v končni fazi, kakšna je prihodnost znanosti. Vsi govorimo o tem, da je znanost pa njena spoznanja, da nas vodi v prihodnost. Redko kdo se pa vpraša, kakšna je sploh prihodnost same znanosti, a se znanost kaj spreminja, a je vedno bolj uspešna, vedno bolj zanesljiva, mogoče percepcija znanstvenih dosežkov v družbi, tudi znanstvenikov v svetu je vedno več, celo točnih številk se ne spomnim, ampak številka je res velika. In tudi sama znanost kot neka združba ljudi, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in o tem objavljajo članke, ima neka svoja pravila delovanja, ki niso nastala za tako množično udeležbo učenjakov. In to se vse mora nekako nadgrajevati, spreminjati in to opazujem in poskušam nekako komentirati, povzemati in mogoče tudi pomagati, da bi te prehodi tekli čim bolj smiselno. Jaz moram našim poslušalcem ali pa gledalcem povedati, da tekom te krize, da so mi bili zelo v pomoč tvoji posti na Facebooku. Ne vem, sicer na Twitterju nisva, ne vem, če tudi tam objavljaš, ampak zelo tisti glas razuma, ki je bil v določenih točkah ful potreben in je meni malo olajšal pogled na situacijo, malo razbistril v tem, saj vemo, če gremo na Facebook, pridemo do neke take res, vse živo se najde tam glede mnenj. In zdaj me zanima tvoj pogled tekom cele te parmesečne krize s koronavirusom. Kje se ti zdi, da so bile napake znanstvenega communityja,
kaj je bilo dobro, kar je bilo narejeno, kaj je bilo slabo narejeno, lahko rečemo tudi pri delanju znanosti ali pa komunikaciji, in kaj je najbolj pomembno od te točke naprej? Ja, znanost kot neka, rečemo, globalna znanost, se je na celo to krizo zelo dobro, zelo hitro odzvala. Če so bili uradni organi na Kitajskem, pa tudi Svetovna zdravstvena organizacija, mislim, da obveščeni o pojavu teh novih pljučnic, za katere takrat noben ni vedel, zakaj pravzaprav gre. Mislim, da zadnji dan v letu 2019. In mislim, da že 10. januarja so pa kitajski znanstveniki objavili cel genom virusa in ga dali na voljo celemu svetu, da lahko potem na osnovi teh podatkov potem začne študirati, kaj je to za en virus, in hkrati tudi pripravljati recimo teste in tudi cepivo. Prvi testi so, mislim, da že nekaj dni po tej objavi bili narejeni. To mislim, da celo na več različnih koncih sveta. In te so bili zelo pomembni potem, ko se je virus začel širiti v druge države, da so sploh lahko zaznali, da gre za ta virus, in da je to ta bolezen, ki se začne širiti po svetu. Hkrati pa tudi mislim, da v nekaj tednih so imeli že prve kandidate za cepivo. Samo pač traja potem zelo dolgo, da najdeš res dobrega kandidata in da preveriš, če dejansko deluje in če je cepivo varno. To zdaj nekako dobivamo te informacije prve in so zelo obetavne. Tako da sama znanost glede tega je hitro reagirala, če primerjamo recimo s prvim SARS-om, ko mislim, da 2003, da je bil takrat, je trajalo bistveno dlje, ker je bilo, te poti niso bile še toliko nekako usidrane, in tudi tehnologija je bila še bistveno bolj, saj ta biološka v povojih ni bila toliko rutinska, kot je zdaj. In takrat je Svetovna zdravstvena organizacija organizirala prav posebej neko druženje znanstvenikov za to področje, ki so si potem izmenjevali informacije. Zdaj tega ni bilo več potrebno, vsaj v tem vidiku. Tisto, kar pa je mogoče manj, nekako ni bilo toliko vsaj v začetku poudarjeno, je pa, da smo o tem virusu vedeli zelo malo. In tudi tisto, kar mogoče je pa sama ta, ne bi to rekel znanstvena skupnost, ampak bolj epidemiološka stroka, pa je pa sklepala, da če gre za virus iz neke skupine, da se potem tudi obnaša tako kot ostali virusi iz te skupine. In tukaj pa potem prišlo do kar veliko napak, ker zares nismo imeli informacij, dosti dobrih, da bi vedeli recimo, da se širi, da ga lahko širijo tudi ljudje, ki ne kažejo simptomov. In zdaj vemo, da so te, ki nimajo simptomov, zelo pomembni za širjenje tega virusa. Recimo ena stvar, ki je bila zelo pomembna, in smo rabili kar nekaj časa, da smo res dobili trdno informacijo, da se res dogaja na ta način. In to je mogoče nekaj, kar si lahko za naslednjič, ko bo neka podobna situacija, zapomnimo, da če nimamo informacije, to tudi treba vzeti v zakup. Ne pomeni, da je pa tisto, kar privzeto ne bi veljalo pravilno. Sploh v takih situacijah, ko so napačni zaključki iz pomanjkanja informacij lahko
hudo sodni, ne, v končni fazi. Ne. Tako da, tukaj se mislim, da tudi sama stroka kar veliko morala naučiti. In glede komuniciranja bi pa rekel, da je zelo pomembno, da se komunicira tudi nevednost, ne, oziroma dvom, da se ne daje lažnega občutka vednosti, ki se potem čez nekaj mesecev izkaže, da je bilo napačno. Ne. To zelo slabo deluje na ljudi. Ne. Ja, absolutno se strinjam in tukaj bi svojo osebno izkušnjo občutka povedal, ne, kot znanstvenemu laiku, da me je najbolj to zmotil, ker ko se je začela ta kriza ali pa ko smo prvič, kot si omenil, zvedeli, da to obstaja, da so določeni ljudje iz stroke govorili zelo samozavestno glede tega. In potem, ko se je izkazalo, da je bilo napačno, ali pa sta dva iz iste stroke obratno govorila. Ne? In potem absolutno čuti človek nek dvom v sebi nad celim komunitijem ali pa nad celo stroko, ne? Ker ni zajedinjena. Ne? Ali pa vsak dan si dobival drugačne nasprotujoče se informacije, ampak iz neke pozicije, ki je zelo samozavestna. Ne? In potem si valjda v dvomih glede kogarkoli, ki reče kaj samozavestno. Ne? In jaz bi tukaj rekel, da sem zelo začel biti pozoren na ljudi ali pa na strokovnjake, ki so delali trditve, ne? Ki niso povedali, da ne vejo. Ne? In sem nekako plevel, sem v bistvu iz tega plevela najdel par ljudi, ki so priznali, ne, da veliko še ne vemo, ne, da so to njegova predvidevanja. In to se mi je zdel nek tak dober znak za kredibilnost, ne, sploh v tej krizi, ki se je vsak dan toliko stvari odvila, kot se ponovadi v 5 letih. Tako, no. Kako pa ti gledaš na to, ali pa kakšna je tvoja analiza tega porasta skepticizma nad znanstveno metodo in skupnostjo? Ne? Kaj misliš, da so razlogi in posledično mogoče rešitve za to? Težko bi rekel, da tudi jaz vidim nek porast. Ne vem. Mogoče je to sam nek občutek, ker skozi zgodovino smo imeli zelo čudna obdobja. Ne? In mislim, da zdaj ljudje tako v povprečju kar nekako zaupajo v to, kar stroka pravi, kar znanost pravi, ampak ne tako, da se jim nekaj ukaže. Ne? Hoče tudi razumeti. Ne? In se mi zdi, da je neka veka želja, da bi ljudje razumeli do neke mere to, kar se jim govori. Ne? Zato imajo tudi toliko uspeha ljudje, ki razlagajo, nekako dajo občutek, da ljudem, da jim nekaj povejo. Ne? Čeprav mogoče tisti ni najbolj strokovno v vseh vidikih, ne? Ampak potegne ljudi prav zato, ker imajo občutek, zdaj pa nekaj razumem. Ne? In mislim, da bi se morali ti uradni komunikatorji učiti pri teh, ki imajo uspeh na Facebooku, na YouTubeu, ne? Kako stvari povedati tako, da boš ljudi pritegnil in jim povedal tisto, kar je res dobro, da vejo. Ne? In da ti bodo tudi verjeli. To zaupanje je ključno. Ne? Kako si pridobiti zaupanje ljudi. In tukaj je treba, so ljudje, ki so bolj talentirani, pa manj talentirani, ne, zato, ampak se da tudi marsikaj naučiti. In dobro je, da nekdo, ki je hkrati na poziciji avtoritete, moči, ne, komunicira na tak način, da prepriča ljudi. Ne. Mogoče sem tukaj nekaj vmes, ki vidim jaz težavo v tem, ne, da so kontroverzne stvari za naš dopaminski sistem ali pa za naš sistem mnogo bolj zanimive. Ne? In tukaj jaz mislim, da se bomo konstantno borili, vsaj z vidika znanosti, proti temu toku. Se pravi, če vedno bo nekdo, recimo tukaj greva lahko tudi na teorije zarote, ne? To so zelo
exciting oziroma zelo zanimive stvari, to so kriminalke. Ne? In jaz ne vem, kako bi lahko mi samo komunikacijo priredili in bili enako zanimivi, kot so to. Ne? Mislim, če sam pogledava to krizo, ne? Imamo neko splošno znanstveno skupnost, ki govori eno, to se vpelje v ukrepe, potem pa pride nek posameznik in kontra pove. Ne? Jaz mislim, da je glih zanimivost v tem, ker je kontra mainstreamu. Ne? Ja, ampak on lahko potegne ljudi prav zato, ker ta uradna komunikacija ni taka, da bi ljudi prepričala, ne? Da bi verjeli, da bi res bili prepričani, da je to. Ne? Tako kot pač v nekaterih državah, bral sem za Novo Zelandijo, tam so se prav posebej trudili in spremljali, kako ljudje razumejo komunikacijo, ukrepe, kje so morda težave in to potem dodatno pojasnjevali. Ne? In so imeli celo ekipo, ne samo zdravnikov, raziskovalcev, ampak tudi strokovnjakov za komuniciranje. Ne? In ker so se zavedali, pač to je velika država, zelo razdrobljena, da ne morejo na silo ljudi prisiliti, da bodo spoštovali ukrepe, ampak da jih morajo nekako naučiti oziroma prepričati, da so ukrepi res smiselni. Ne? In to jim je dejansko uspelo. Ne? In pri tem virusu, pri tej epidemiji še posebej velik ta razkorak med tem, da so nevarne okoliščine tiste, ki jih ne vidimo neposredno. Ne? Tako kot pri podnebnih spremembah mogoče. Ne? Ko gledamo ven, pa ne vidimo, da se nekaj zares spreminja, ampak na dolgi rok pa so stvari lahko zelo hude. Ne? In potrebujemo to, da nam nekdo predstavi stvari, ki so sicer v nekih grafih ali pa v številkah mogoče jasne strokovnjakom, ne? Na način, da bomo to nekako začutili, dojeli. Ne? In tukaj pri tem virusu je to tako, da pač so recimo primer maske. Ne? Zdaj vemo, da pač kjerkoli maska, če jo res vsi striktno nosimo, bistveno pripomore k zmanjševanju števila okužb. Ne? To sploh ni več dileme. Ampak kako zdaj to skomunicira, da bodo ljudje to dejansko ponotranjali in vedeli, da če bomo res vsi nosili maske, da bodo tudi drugi ukrepi lahko milejši. Ne? Ali pa da je treba narediti res močno zaporo, ne, v teh državah, ki so najbolj uspešne v boju z virusom, so pač naredili res močne zapore, da so virus nekako zadušili, to, kar smo mi naredili spomladi. Ne? Potem so pa tisto, kar pa mi nismo naredili, so bili pa zelo pazljivi na vse nove vnose, ne? In jih tako kot požarna straža, ne, na pogorišču, pazi na vsako možnost, da požar spet ne začne goreti. Ne? In to je tisto, kar je treba delati. Ne? In zdaj smo pač spet prišli nazaj na neke zelo hude številke, ne? In ni druge, kot da spet res naredimo neko močno zaporo in potem v drugi fazi potem pazimo, da ne bo virus spet ušel tako, kot nam je zdaj. Ne? In problem je, ker ta virus se širi, ne da bi ga videl. Ne? Ljudje so kužni, pa lahko nikoli ne zbolijo, ali pa zbolijo čez nekaj dni in vmes so tisti dogodki, do katerih lahko pride med katerimi lahko pride do tega super širjenja. Ne? Ni vsak ki zboli, tisti, ki prenese naprej. Ne? Pri tem virusu je značilno to, da dokaj malo število ljudi potem na teh dogodkih, ne samo super širjenje, ampak tudi širjenje, potem okuži več ljudi. Ne? In to je tisto, kar je treba
preprečiti predvsem. Ne. In tukaj smo mogoče naredili malo premalo glede komuniciranja, glede spremljanja, kje prihaja pri nas do takih dogodkov. Ne. Te statistike mislim, da sploh ni. Ne vem, če sploh obstaja, ne, kar je že hujše. Tako da, in to bi nam pomagali. Ne. Že v Avstriji pač to objavljajo, ne. Recimo, da je prišlo, ne vem, na neki vaji pevskega zbora do množičnega okuženja, da je nek učitelj, ki je bil, recimo primeri, ne, v šoli okužil potem. Predvsem so situacije, ko se govori, ko se poje, ko so zaprti prostori, to je tisto, kar je nevarno. Ne? In tisto, kar je nevarno v zdajšnji situaciji, je, da imamo še zmeraj veliko takih situacij pri tej hudi zapori, ki vlada tukaj. Ne? In to so pač delovna mesta, ne? Ki so še zmeraj... ljudje še zmeraj delajo v pisarnah, čeprav bi zares lahko delali od doma. Ne? In to je tisto, kar je nevarno. Ne? Po nekaterih videl sem, da v bistvu nekje štejejo že čez masko, delaš v isti pisarni z drugim, ki ima tudi masko nekaj ur, je potem to že rizični kontakt, če se izkaže, da je recimo tisti drugi bil takrat kužen. Ne? Tako da v bistvu take stvari se premalo zavedamo in morali bi dati nek ukaz, da je privzeto delo v doma, ne? Da je treba posebej obrazložiti, zakaj mora nekdo priti v pisarno, recimo. Ne? Ja, če se malo na tej komunikaciji ustavlja, sem opazil, da imena ne omenjava, ne? To je kot tisti Marlankenstein v Harry Potterju, ne? Ampak res me zanima, tako kot si ti rekel, bolje moramo komunicirati, moramo se učiti od njih, ne? Ampak zakaj do tega ni prišlo? Ne? Jaz, kakor sem spremljal na Facebooku, ne? Tiste stvari, ki so bile dobro sproducirane, dobro narejene z vidika marketinga, so bile ponovadi na tej drugi strani. In nič se ni, saj jaz, do mene ni prišlo, da bi se kaj dogajalo na drugi strani, na tej mainstream znanstveni strani, kot odgovor temu. Ne? Ker tukaj vidim eno težavo, ker kako jaz vidim to dotično komuniciranje te osebe, ne? Se mi zdi, jaz vedno zagovarjam svobodo govora in mislim, da je to ultimativna vrednota, ki jo mi imamo, zato ker s to vrednoto izboljšuješ ostale vrednote. Če tega nimaš, si v nekem status quo. Ampak se mi zdi težava, ki je bila v tem primeru vidna, da ta oseba ni želela komunicirati v debati. Se pravi v neki, lahko je 1 na 1 ali pa v neki real-time debati, kjer ni vnaprej pripravljeno. Ne? In tukaj se mi zdi breakdown te pristne komunikacije, ki išče resnico. Ne? Saj to iz mojega vidika, jaz vidim, tukaj ne vidim, da bi bila neko iskanje resnice. Ne? Potem pa še drugi problem, ne? V nekem tem videu je bilo omenjeno, da drugega vala ne bo. Ne? To je bilo takrat zelo poudarjeno in tega videa več ni na njegovem kanalu. Ne? In vsi te znaki meni kažejo glih to, kar sem prej omenil, da ni tukaj važna resnica, toliko zlo. Pa ne gre toliko za otroke, ne, kot je to poudarjen. In jaz tukaj ne vidim rešitev v tem, da se more znanost samo malo prilagoditi in komunikacijsko izpopolniti. Ne. Jaz mislim, da gremo v dobo na družbenih omrežjih, ker, kakor sem prej omenil, bojo kontroverzne stvari bolj vabljive in tako jih bo algoritem zagrabil. In tisti prvi video je videl 1 milijon Slovencev. Ne. Tako da to je iz mojega vidika, če malo stresam svojo zaskrbljenost nate. Ja, res je, zdaj v tej dobi družbenih medijev ni več tistega umestnika, ki so ga prej predstavljali uredniki, ne, teh množičnih medijev. Lahko nekdo doseže res veliko publiko direktno, ne, za neko provokacijo.
Twitter je še hujši, ne, mogoče kot Facebook, ker res lahko pač nekaj ustreliš tam in vsi vidijo takoj. Ne. In ja, tukaj pač zdaj pri ameriških volitvah smo videli, da so začeli in Twitter in Facebook sta začela nekako igrati spet vlogo urednika. To, kar sta se ves čas blazno utepala, ne. Da sta samo neki platformi za izmenjevanje in nimata nobene kontrole nad vsebino. Ne. No, zdaj končno sta začela označevati te hude neresnice, ne, s posebnimi oznakami, tako da ljudje dobijo nek občutek, ne, kaj, če gre za res neko očitno laž ali pa neresnico, in to je dobro. Ne. To je sigurno nek korak v pravo smer. Glede odziva pri nas, ne, se mi pa zdi, da se je zgodilo nekaj čisto nepričakovano, kar je bilo zelo dobro, ne, in mogoče tudi nekaj, kar je pomembno v svetovnem merilu. To je ta projekt COVID sledilnik. Kot neke vrste združenje strokovnjakov in ljudi, ki jih samo ljubiteljsko to zanima, ne, in ki so skupaj naredili nekaj, kar prej sploh ni obstajalo, neke zelo zanesljive, preverjene podatke dajejo o stanju epidemije pri nas. Ne. In to je zelo pomembno, ne, ker zdaj v bistvu se vsi obračajo na podatke na sledilniku kot referenco. Uporabljajo jih od uradnih organov, medicinske stroke, novinarjev, vsi. Ne. In to je zares delo zanesenjakov. Ne. Mislim, pač nekateri so sicer v del pač inštitutov, ki so pač tudi plačani za to, ne, da take stvari delajo, ampak bistvo je ravno v teh ljudeh, ki so želeli pri sebi nekaj razčistiti in so potem se lahko zorganizirali tudi s pomočjo teh novih medijev, ne, tudi, na način, da res nekaj dobrega delajo. Tako da moja poanta je, da te nove tehnologije omogočajo širjenje slabih idej, ne, v bistvu neresnic, pa tudi organizacijo zelo koristnih nekih pobud, ne, tako kot je recimo v globalnem smislu Wikipedija. Ne. Zanesenjaki iz celega sveta so naredili boljšo enciklopedijo, ki je ažurna, ki je kot kjerkoli strokovnjak, ne, ki je prej bil nekako poklican za to, da piše ta gesla. Ne. Tako da tukaj ta naboj teh novih družbenih medijev, ne, če jih razumemo malo širše, je zelo, zelo močen tudi v to smer, da se naredijo dobre stvari. Mogoče je zdaj čas, da se ta energija, ki je bila usmerjena v podatke, ne, res neko odličnost podatkov, zdaj nadgradi še v komuniciranje, ker sami podatki velikrat v javnosti niso dovolj, ne? Moraš jih še interpretirati. Lahko jih interpretiraš na tak ali pa drugačen način. Ali pa, če objavljaš samo neke številke, si potem hiter v tem, da tekmuješ sam s sabo, ne? Kaj zdaj ta številka večja, manjša, in zgubiš smisel, ne? Zakaj so sploh te številke pomembne. Zgodba, točno zgodba nimaš. Oziroma zgodba je zelo preprosta, ne, a bo večje ali bo manjše, ali kaj zdaj, ne. Ja, zanimivo, ja. Se ta dopamin, ne, ki si ga prej omenil, sproža glih na tem, a smo boljši ali nismo, ne.
In to ni prava, ni dobra zgodba. Ne. Moraš povedati malo več ozadja in to je tisto, kar se zdaj počasi začne dogajati tudi pri nas, ne, da se dodaja nek smisel tem modelom epidemije, zakaj se sploh modelira, zakaj je to pomembno, ne, kako to razumeti. In tukaj je pač naloga te stroke, ki to počne, ne, da to boljše komunicira. Ja, veš, kaj bi jaz rekel, da je dobra zgodba? Da so farmacevtske podjetja izumila oziroma naredila ta virus in se bo aktiviral prek 5G omrežja v nas. To je mnogo boljša zgodba. Ne? In jaz imam tukaj, spet poudarjam to svojo zaskrbljenost, da mislim, da je to Edward Wilson rekel, da pravi problem človeštva je, da imamo čustva iz paleolitika, srednjeveške institucije in božjo tehnologijo. In jaz se tukaj vedno malo bolj osredotočam na sisteme, pa na tehnologijo, pa manj na ljudi, ne? Ker ljudje so zelo nepredvidljivi. In glede tehnologije pa mislim, da je predvidljiva. In predvidljiva je v tem smislu, da družbena omrežja, algoritmi, motivacija podjetij Silicijeve doline je pozornost naša in je engagement in so kliki. In tukaj izrabljajo naša čustva iz paleolitika, da nam servirajo stvari, ki so bolj zanimive. Ne? In poznam mnogo zgodb, ki so analizirali algoritem na Facebooku. Recimo, če si mamica, ki se zanima za pripravo nekih domačih kašic za svojega otroka in najdeš neko skupino na Facebooku, ti bo Facebook predlagal skupine proti cepivom. Ne? Ker algoritem se je enostavno naučil, da ti pašeš, oziroma je zelo velika verjetnost, da te bo zanimala tudi tisti del. Ne? In jaz mislim, da tukaj algoritmi so narejeni na način, da v nas budijo te ekstremistične poglede. Ne? In tukaj jaz mislim, da je bilo porast nekih verovanj v teorije zarote v zadnjih letih, sploh z družbenimi omrežji in YouTubeom. Saj, ne vem, podatkov je velika, ne, ampak tukaj lahko pogledava čisto enostavne, koliko ljudi konzumira take vsebine. Flat Earth, Anti-Vax, 5G, zdaj ta nova teorija zarote, QAnon, ne vem, če poznaš. Tako da to me zanima malo tvoja analiza in pogled tega. Lahko je tudi spet pozitiven, da boš malo otežil mojo zaskrbljenost. Ja, to je sigurno problem, no? Ampak se mi zdi, da se zavedajo, no, te firme iz Silicijeve doline tega, no, in pač se išče rešitve. In, jasno pa ni lahko. No. Zdaj, pri teh teorijah zarote, ne, če tako rečemo, ki jih je bilo skozi zgodovino še bistveno več, ne, kot jih je zdaj. In tudi, ko se je pojavil tisk, se največ knjig v bistvu tiskali bolj z tega področja, ne, pa tudi že prej v srednjeveških knjižnicah so odkrili, da je ogromno takih knjig, ki mogoče niso bile tako na glavnih policah, ampak brale pa so vse. Ne. Tako da to je nekaj, kar je del človeštva in je včasih povezano s tem, da tudi če si ti frajer, ne, če nekaj takega poveš drugim, pa deliš, ne, pa s tem svoj status nekako dvigneš, vsaj navidezno. Ne? In ne vem, če je to čisto pač tako res, ampak se mi zdi, da marsikdaj se te
zgodbe delijo med ljudmi, ki nekako se drugače ne znajo vklopiti v družbo, no, oziroma dokazati. In jim je to nek način, kako nekako svoj status dvigati na nek drugačen način. Ne? Tako, jaz pa nekaj vem več kot vi. Ne? In, kot večina, mogoče. Ne? Kot večina, ja. Jaz sem pa se zbudil. Ja. Točno to. In to je pomembno se zavedati to, ko poskušaš te mite ali pa teorije zarote razbiti, ne, ali pa preprečiti, da bi se širili. Ne. Ker ni toliko point vsebini, ki je včasih res absurdna, ne. Ampak vsem tem, kar pride zraven. Ne. To je kada neka razumsko soočenje raznih idej pa konceptov dejansko deluje, se morajo ljudje predtem že o marsičem strinjati. Ne. Okvir mora biti zelo jasen in da lahko pač sploh pravila igre in ljudje jih morajo prevzeti in nekako se z njimi tudi intimno strinjati, da to sploh deluje. Ne. Isto je v politiki, ne, recimo, da pač neka demokratična politika deluje, mora biti marsikaj vnaprej jasno in da recimo, če izgubiš volitve, da pač si izgubil. Ne, to je tako absurdno, ne, ampak določene... ja. Sorry, ker sem te prekinil. Ne, sej. Ampak določene okviri morajo biti privzeti in neka spoštljiva komunikacija, da se poslušamo, da si izmenjujemo argumente, da poskušamo te razne ideološke vplive, ki jih imamo vsi, ne, se to je pač del naše končne biologije, ne, da pač čustveno odreagiramo na ene ideje bolj, drugi pač na druge. Ne. In jasno se moramo pač tega zavedati in znanost je mogoče lahko tako najbolj preprosto opisamo kot nek sistem, ki je našel način, kako te ideje soočati in jih vrednotiti na način, ki poskuša odmisliti to, kdo idejo izraža. Ne. In to ni lahko. Ne, sploh, ko imaš tudi v znanosti, imaš kar veliko hierarhijo, ne, tistih, ki so že marsikaj odkrili, ne, imajo nek ugled in začetnikov. Ampak v principu ne bi bilo tako, da so pač, ko pride do izmenjave argumentov, vsi enaki. Ne. To je ideja znanosti. Da se posebej vsi trudijo, da gledajo samo argumente, samo ideje, samo dokaze, ko nekaj vrednotijo. Ne. In tukaj ima pač znanost trenutno velike probleme, tudi pri nas, ne, ker poskuša zaradi množičnosti, ne, znanstvenikov to nekako zaiti in poskušati iskati neke bližnjice, ki se pa ponavadi ne končajo dobro, ne, zato ker je to nek temelj same znanosti in tukaj ne moreš delati bližnjic. Če rečeš, da pač nekdo, ki ima že neko serijo idej ali pa ki je objavil, mislim, to je zdaj popularno v nekih prestižnih revijah, potem je pač kar vse, kar da on od sebe, že dobro. Ne? Nekako po defaultu, ne? Tako, če to računalniško prispodobo vzamemo. Ne, mislim, to je pač konec znanosti, če to prevzameš. Ne? Ti moraš pač poskrbeti vsakič znova, v smislu, da tehnologija napreduje, da družba je drugačna, ne? In nekaj, kar je delovalo v 17. stoletju ali pa v času razsvetljenstva, ne? Ko so pač komunicirali ljudje z različnih družbenih slojev med seboj v te pisanski republiki, ne? Ko se je znanost rojevala ali pa tudi različnih religij, ne, par desetletij prej so bili po Evropi še
hude verske vojne. Ne. Potem so pa ljudje bili sposobni komunicirati spoštljivo drug z drugim in najti nek, kakor se je pač dalo, nek kompromis v tem, katera ideja drži in katera ne. In zato je bil potreben kar velik trud in to je nekaj, kar moramo zdaj tudi ponavljati v teh novih razmerah. Kako zdaj najti to isto bistvo znanosti, ki je bilo na nek način tudi nekako vzorec za to, kako se je demokratična družba razvila. Tako kot je v znanosti, vsakdo, ki je postal del te pisanske republike, bil tretiran enakopravno oziroma enakovredno. Odmislil se je vse neke partikularne lastnosti in važno je bilo samo, kaj on trdi, vsaj v načelu, vsaj v praksi je to zmeraj težko izvesti. Isto je v demokratični družbi, smo vsi enakovredni, ko gremo na volitve. Vsak glas enako šteje, recimo, ali pa pred zakonom smo vsi enaki, načeloma. To je pač nek princip. Ja, to je princip, ki bi moral veljati, ki izhaja iz te ideje. In to je nekaj, na kar je treba opozarjati ves čas in se vračati potem v premislek. Ker filozofija je v bistvu tako kot veda, si jaz poenostavljeno rečem, da je to veda, ki išče neke probleme v družbi in jih potem poskuša na novo premisliti. Recimo, ponavadi je to, se uporabljajo kakšne besede, ki se jih drži samo še, ki se jih držijo samo še emocije, pa nimajo nekega več jasnega pomena. Recimo, vsi hočejo biti demokratični, ampak kaj zdaj to dejansko pomeni? Mislim, tako pač kot primer, ali pa tudi vsi hočejo biti znanstveni, ampak kaj zdaj to dejansko pomeni? In to je tam, kjer pride filozofija zraven, detektira take pojme in poskuša potem najti v nekih novih okoliščinah spet nek jasen pomen. Pojme poskuša naostriti. Oster pojem je tisti, kjer je jasno, kaj spada pod njegovo krilje in kaj ne. Da je uporaben za misliti. In to je neka koristnost filozofije. Filozofija znanosti pa, da to počne na področju znanosti, kjer imaš tudi podobne probleme ves čas in se mi zdi zato, da je filozofija, če jo tako razumeš, neka zelo, zelo koristna veda in hkrati tudi zelo praktična. Sam jo moraš tako razumeti. Ja, se absolutno strinjam in jaz to vedno bolj poudarjam, da pomembnost filozofije malo izgublja, se pravi te klasične starogrške vrednote, predvsem mogoče debatiranja. Tukaj se dela konstantno napake v debatiranju in ravno s čustvi. In zdaj živimo pač v takem obdobju, kjer družbena omrežja to potencirajo. Zato me zanima, a bi ti kaj v šolskem sistemu spremenil glede vsega tega, kar si govoril, pomembnost filozofije, znanstvene pismenosti, razumevanja, kaj sploh znanstvena metoda dela. Ker jaz mislim, da če bi se mogli začeti, bi se že tam mogli pri otrocih. Pa da nekdo ne obtoži indoktrinacije. To je tudi treba paziti. Res je, ja. Mislim, opažam, da je šola se kar glede tega, koliko je poudarka na učenju komuniciranja, na učenju nastopanja, na učenju prezentacije. Tukaj je bil storjen že velik napredek. Iz naših časov, ko nismo imeli skoraj nič tega, do zdaj, ko imajo neprestano otroci neka poročila in pišejo, tudi se učijo, kako se naredi neka prezentacija in potem vadijo in imajo debate. Tako da tukaj se mi zdi, da je bil nek preskok narejen.
Tisto, kar pa vsaj pri naši šoli še vedno, mislim, kaj pa šlo mogoče v napačno smer, je pa ta pretirano poudarjanje ocenjevanja. Ocenjevanje bi moralo biti nekaj, kar bi se zgodilo tako pri strani, spotoma, da ne bi nihče zares opazil. Zdaj, v naši šoli je pa ocenjevanje kot neke vrste smisel sam šole postal, da vse temelji na tem, kako bomo res dejansko pravično razporedili te otroke po znanju, ker ne sme biti cilj. Cilj šole mora biti, da se otroci čim več naučijo. Tukaj se pa ogromna energija vlaga v to, da se potem ocenjuje, namesto da bi bil cilj to, da se dejansko vsi čim več naučijo in se potem na koncu nekako ta ocena če vsega skupaj nabere. Enega ni. Tako, mislim, se mi zdi, kot da je naša šola neprestano poskuša nekako rangirati otroke, kar je absurd. V bistvu bi morali ustvarjati neko navajati na neke vrednote. Vse to se dejansko počne, ampak te vrednote bi morali biti, da nekaj razumeš, ne pa da imaš na koncu najboljšo oceno. Cena sicer je pomembna, ker to pač, če ti nekaj delaš, pa če si dobro v tem, želiš to, da se tudi na zunaj vidi. In to je pomembno. In tudi pomembno je, da so ocene pravične. Ampak hkrati smo pa šli predaleč v tem, da je to neka vrednota, neka številka na koncu. Lahko bi bilo tudi, kaj vem, ampak vse to je posod. Posod govorijo, da zbirajo neke točke, pa neke številke in se vrednote. To je pač neka fenomen časa, ki upam, da ne bo dolgo trajal. Je pa res, da je težko moraš biti res dober, da lahko na nek drug način potem vrednotaš. Ja, meni se tako zdi problem, da nimamo te individualizacije v šoli toliko, da je v bistvu, vsaj iz mojih časov lahko povem, vse je zelo tak tovarniški sistem je, vsi morate biti dobri v vsem in v realnosti pa ni tako. Naša družba potrebuje specialiste, vedno bolj ta nizko pobrana jabolka na jablani so pobrana v znanosti, recimo. Zdaj prihajajo težki problemi, težje stvari in to bo rešil nekdo, ki celo življenje posveti nečemu, kako priti na Mars. Ne more zraven delati še 100 drugih stvari. In jaz mislim, da v to smer bolj to prepoznavanje lastnosti posameznika in njegovih prednosti in pač nurturing tega, se pravi, da se malo bolj poudarek dan na to. In jaz mislim, da je to tisto stank tistega tovarniškega sistema, takrat, ko se je pač šolstvo, ti verjetno več veš o zgodovini tega, ko se je šolstvo upeljalo. To je bil nek sistem, ki je mogel biti zelo zanesljiv, da je produciral poslušne delavce, ki so dosti podobni med sabo, da so zanesljivo lahko upravljali naloge. Danes pa, ko gremo v svet avtomatizacije in robotizacije, bojo vedno bolj pomembni posamezniki, ki bojo znali reševati probleme in zato rabiš kreativo. Ne rabiš več toliko pridnosti, mogoče manj pridnosti rabiš. Tako da to se mi zdi ful pomembno. Mogoče zdaj za zadnji sklop me zanima malo tvoj pogled na politiko in te svetovne trende v njej. Predvsem me tukaj zanima, kako komentiraš ta porast populizma na Zahodu. Najbolj tak jasen znak tega je bil Trump v zadnjih teh 4 letih in predvsem načinu komunikacije, ki jo imajo populisti. To se mi zdi zelo nevarno. Prej smo malo omenila o pravilih igre in ta fenomen Trumpa se meni zdi glih
glih kontra temu, da recimo, če mi učimo otroka, ko igramo človek ne jezi se, da on mora sprejeti poraz, in da ne podpiramo tega, da otrok ne priznava pravil igre ali pa da začne obtoževati, da je nekdo goljufal, medtem ko pa pri predsedniku Združenih držav 50% populacije nekako dovoli to. In on je celo pred volitvami rekel, mal v hecu, da če bo zgubil, da so verjetno ukradli volitve. In ta način, to je zelo smešno, ampak se mi zdi, da gre v nevarno pot to. Ja, mislim, tisto, kar je zaskrbljujoče, ni sam Trump kot on, ampak ta podpora, ki jo ima, velika, da je še kljub temu, da so ljudje zdaj so v bistvu ga zelo dobro poznali, so vedeli vse o njem, pa so še zmeraj ga je skoraj da polovica volivcev v Ameriki volila. Zakaj? To je neko pomembno vprašanje, ker bo prišel potem novi populist, trumpist, ki bo pač bo bistveno bolj sposoben in bo to energijo teh volivcev znal zrabiti tudi na drugačne načine, ne samo za lastno korist, ampak bo imel še kakšne druge cilje. In zato je treba to res dobro analizirati in pogledati, kaj se zares dogaja. Zdaj, ena hipoteza, ki mislim, da je kar dobra, je, da ljudje pač v te neki, pač ljudje, ki volijo za Trumpa, v ponudbi, ki jo imajo, ne vidijo politikov, ki bi dejansko zastopali njihove interese in delali v njihovo korist. To je tisto nevarnost, ker v bistvu ni to glas za Trumpa kot proti neki drugi politiki, ki oni mogoče pač imajo napačno predstavo, ampak oni jo pač dojemajo kot nekaj, kar dela za nek establishment, za nek sloj ljudi, ki so pač izolirani od nekega resničnega življenja, resničnih problemov in potem pač voli za nekoga, ki je proti temu. Ja. In tudi pri nas pač jaz mislim, da pač desnica oziroma pač stranke, ki pri nas zagovarjajo nekako podobna stališča kot Trump, tudi tista motivacija ni to, da bodo njih podprli zaradi njihovih stališč, ampak ker je v zadnji neka energija nasprotovanja mogoče nekemu establishmentu, ki se pač pri nas bolj navezuje na mogoče to levo sredino in vse, kar zraven v gospodarstvu, v znanosti, v šolstvu pač sodi. In ljudje, ki imajo neke svoje zgodbe, ki so videli pač določene čudne stvari, se potem nekako ne morejo več pač čutijo, da to ni nekaj, s čimer bi se oni identificirali. In poiščejo neke alternative in jasno pač je nekdo, ki udarja po drugi strani priročen. Čeprav se mogoče, če bi pač se našel nek politik, ki bi znal to energijo in v Ameriki in pri nas skanalizirati na neko drugačen način, bi bil zelo uspešen. Ampak zaenkrat ga še ne vidim, ker ta trumpizem se v bistvu uspe že, če uspe ljudi polarizirati po teh nekih čustvenih linijah, ki njemu ustrezajo. V Ameriki in pri nas. In zato je v bistvu pomembno, da se intelektualci, ko se opredeljujejo, da se ne opredeljujejo po teh linijah. Jaz zelo pazim, da probam, da če že
kaj argumentiram, da probam malo zasukati te silnice. No. Mislim, da bi morali tudi drugi, saj ne podžigati te najbolj ukoreninjene delitve, ampak jasno, treba reči ne določenim stvarem, ne pa, ki so res, ki jih je treba obsoditi. Ne. Ampak hočem reči, tisto, kar je delo nekega intelektualca, je, da poskuša te ustaljene emocionalne korenine malo zasukati v družbi. Ne. In zato cenim ljudi, ki to počnejo. In ne cenim toliko tiste, ki se pač opredeljujejo po teh linijah nekako najmanjšega odpora. Ne. To se mi zdi dokaj brez veze. Ja, se strinjam, absolutno. Zdaj, cepivo sva pozabila omeniti za COVID. Pa bom malo tako zasukal vprašanje drugače, kot sem planiral. Ti se boš verjetno cepil, ne, ko pride. Tukaj ni vprašanja. Kako boš, se pravi, skrb ljudi, ki jo jaz čutim, je, da je bila stvar narejena na hitro in stvari, ki so narejene na hitro, imajo neko tveganje za neželene učinke. Ne? Kakšen bi bil tvoj argument za te ljudi, pa kako bi ti pri sebi to tveganje, če ga imaš tudi, zmanjšal? Kaj boš preveril, ko bo cepivo potrjeno in bo na voljo, da se ti cepiš brezplačno? Kako bo tvoj proces miselni šel? Ja, pač ta glavna cepiva, ki so zdaj nekako v špici najdlje v razvoju, so res nekaj čisto inovativna cepiva, ki jih do zdaj še ni bilo v uporabi. Ne? In tudi zato so jih lahko tako hitro razvili. Ampak vseeno je zdaj že skoraj pač genom virusa, smo rekli, da je okrog 10. januarja bil že znan. Tako da zdaj imamo že skoraj imamo 1 leto od takrat, ne? In to je kar nekaj časa. Ne? Tako da v bistvu se ta nova cepiva niso razvila tako zelo hitro, ampak prve kandidate so imeli že v nekaj tednih, ne? Če ne, mislim, v parih mesecih, v marca so imeli že zelo zožen ta krog res najboljših. In takrat je šlo vse skupaj v res temeljite teste, ne? Najprej v ožjih skupinah ljudi, potem na različnih zvrsteh populacije, ne? In na koncu, zdaj v tretji fazi testov, so pač ljudi dejansko polovico cepijo s cepivom, polovico s placebom, ne? To se pravi učinkovino, ki izgleda vse isto, ne? Tudi tisti, ki cepi, ne ve, da cepi s placebom, sem noter ni cepiva, ne? V tistem, kar špricnejo v roko. In potem zdaj gledajo, če je dejansko razlika, ne? In tisto, kar je najboljše, je, da je, in to je velika razlika, ne, med temi, ki so cepljeni in temi, ki so dobili placebo. Ne. In to je nekaj, kar je fenomenalno, da je znanosti uspelo v to kratkem času narediti cepivo, ki dejansko učinkovito deluje, kot zdaj kažejo te prva poročila. Ne. In tisto, kar je pa glede uporabe cepiva pomembno, da imamo inštitucije, pač mislim, da zdaj imamo na ravni Evrope skupno inštitucijo za zdravila in v Ameriki imajo ločeno, in te inštitucije, kjer so pač ljudje posebej šolani za to, da pogledajo vse možne napake v teh poročilih o raziskavah, o razvoju, da grejo v same tovarne, da tam obrnejo vsak papir, da zaslišijo vse. Ja, vse. Mislim, to je res pa na področju zdravil zaradi preteklih težav, ne, ki so imeli pač tudi s cepivi in zdravili, ne, ki so imeli določena cepiva in tudi zdravila hude posledice, ne.
je zdaj ta postopek res zelo, zelo podroben in natančen. In tukaj imam jaz popolno zaupanje v te inštitucije. In te inštitucije lahko naredijo stvari, ki pač noben drug zares ne more. Ne. Ker res vsadzga vprašajo, natančno preučijo. Zdaj so res malo v časovni stiski, ne, ker je pač družba nekako stoji in čaka, kaj bodo oni odločali, ali bodo rekli, da je treba še kakšne dodatne preiskave narediti. Ampak to je nekaj, preko česar ne moramo iti. Ne. Prav te ljudje so tisti, ki so ključni. In tudi zgodovina, če gremo nazaj, na podobnih funkcijah ljudje so bili tisti, ki so ustavili, recimo, če v Ameriki neko zdravilo, recimo, ki je povzročalo težave, neka gospa pač tam na taki funkciji bila malo skeptična in potem začela raziskovati in je potem ustavila. In potem v Ameriki niso imeli toliko teh stranskih učinkov. Ne? Tako da in nekaj, kar mi sami sploh ne moremo vedeti, da je mogoče problematično, oni zaznajo. Ne? In zato je tista v družbi tako pomembno, da ima prav te organe dobre in da so res podkovani ljudje, ki jih vodijo, ne, te inštitucije nadzora in da so res strokovne, da nimajo nobenega zunanjega vpliva, ki bi jih nekako tako ali drugače usmerjal ali pa da bi bile podvržene političnem pritisku. Zdaj pa dajmo cepivo čim prej ven. Ne, oni morajo res temeljito po svojih notranjih načelih preko tega postopka in ko bodo oni presodili, da je cepivo učinkovito in varno, potem po moje, jaz verjamem temu. Se pravi, če te prav razumem, ti imaš zaupanje v institucije, ki preverjajo varnost in si nekako outsourcil to preverjanje na njih za sebe, ne? Če prav razumem, in ti je to dovolj. Kaj pa ljudje, ki rečejo, recimo, ni dvoma, da je učinkovito, ne vemo pa, koliko je varno na dolgi rok. Recimo, ne vemo, kakšne posledice potencialne imajo ljudje, ki so se cepili pred pol leta, kakšne posledice bojo imeli čez 10 let. Kaj je za njih nek tak dober argument? Proti? Ja, jaz mislim, da cepljenje za COVID mora biti prostovoljno, ne sme biti obvezno. Ja. Tako da tukaj pač bo vsak zase presojal, kaj zdaj zares ne vemo. Vse kaže, da je to, zaenkrat vse kaže, da je to cepilo zelo varno, da nimamo nobenih indicov, verjetno tudi v tem poročilu, ki ga bodo objavili, bo pisalo, kaj pa kako, ne, kakšne, mogoče za katere skupine ljudi pa mogoče obstaja kakšno tveganje, kaj pa vem, kaj bo pisalo, ne. Ampak in vsak bo moral potem s posvetom svojim zdravnikom sam pač presojati, ne. In presojati pa ne, a se cepati ali ne, ampak kaj pa zdaj drugo, če dobim COVID, kaj pa to ne povem zares, ne. So tudi tveganja na dolgi rok. Ja, in tukaj pač so poročila bistveno bolj grozna, ne, ker pač tudi pri mlajših ljudeh, če dobiš pač neko avtoimunsko reakcijo, ki se pojavlja zdaj pač pri nas, ne vem, koliko imamo že poročilo teh, ampak ZDA, kjer je pač veliko mladih zbolelo, imaš pač te dolgotrajne COVID paciente, ki kar ne nehajo, ne pridejo ven iz teh faz bolezni in so pač res hude posledice, ne? Tako da pač to je treba potem tehtati in vsak zase se bo odločil, ali se bo cepil ali ne. Klep pač jaz se vsako leto cepim proti gripi, pa nekateri se pač ne, zdaj to pač oprosti. Tukaj ne vem, kakšno je recimo procent ljudi, ki bojo mogli biti cepljeni, da bomo uspešni v boju
s tem virusom. Sem slišal tudi 90% ali podobne številke. A je to res? Ne vem točno, verjetno pač vsaj v prvem obdobju bomo še zmeraj morali določene ukrepe druge spoštovati, ne? Ja. Pa videti, koliko je zdaj to cepivo učinkovito in koliko bo, ker zdaj se gleda, a bo tisti zbolel ali ne? To je nekaj kriterij, a je učinkovito zdravilo. Še zmeraj, potem bomo pa videli, a je tisti, ki dobi virus, mogoče samo ne zboli, pa je prenašalec. To je tudi vprašanje, ki bo zanimivo. Podobni problemi, ki se bodo, problemi, pač stvari niso tako enostavne, da bi rekli neko številko, pa tudi samo zdravilo ne bo neka čudežna rešitev čez noč. Ja. Saj zato jaz nisem bil toliko zelo navdušen, ko sem videl rezultate, ker se mi zdi ta problem, da se ljudje, velika večina, velik procent ljudi ne bo odločil za cepljenje. Jaz sem tukaj sicer na svojemu Instagramu pred časom, mislim, da je bilo pred parimi meseci, eno tako kratko anketo naredil. Sicer je problem vzorca, ker so moji followerji, pa vzorc je bil 250, ampak vprašanje je bilo takole. Odkrijejo cepivo za COVID-19. Cepljenje je prostovoljno in brezplačno. Ali se odločiš za cepljenje? In zmagala je opcija ne, 58% od teh 250 je tako odgovoril. Ne? In jaz sem to že nekako slutil, da bo zelo tako 50-50. Tako kot večina stvari, ki se pogovarjava zdaj. Ne? In tukaj se mi je meni začela svitati ta kriza, mogoče dezinformacij, kriza znanosti, kriza skepticizma, ki gre v en drug ekstrem. Sem skeptičen proti vsemu, ampak sem bias na eno stran. Skeptičen sem proti mainstreamu. To mislim, da se bo ta procent sigurno, se je zdaj bila neka veka raziskova, ki mislim, da pol pokazala na nekem večjem vzorcu, ampak mislim, da se bo to začelo spreminjati, ko bo dejansko cepivo na voljo, ko bo verjetno bo zastojno, upam. In da pravijo, da bo. Bo na začetku bo verjetno tako, da ga ne bo mogel vsak dobiti. Da bo nekaj, kar je težko, do česa je težko priti. Tako da mogoče bo potem interes. Bo interes večji. Seveda, pač več, ko bo teh zgodb, kaj vse COVID dejansko pomeni. Lahko. Pač pri nekateri sploh ne čutijo simptomov, pa ga raznaša okrog. Nekateri pač imajo zelo hude posledice. To je tisto, kar je kruto pri tej bolezni, da je ta spekter tako raznolik in da je pol težko, nismo imeli še neke podobne izkušnje. Ali pa če je bila huda bolezen, pa so pač res ljudje, ki so dobili, pač takoj se je vedeli, da jo imajo. Tukaj pa pač lahko virus kroži dolgo časa v populaciji, pa ga sploh ni opaziti, pa pride do izbruha. Zato treba toliko pač biti pazljiv in res pogasiti požar, o katerem smo pregovorila, in paziti potem na te plamenčke z množičnim testiranjem. In tudi še neka stvar, ki je zdaj pomembna, da prišli čim bolj poceni, zanesljivi testi, da bi lahko postalo vidno tisto, kar je zdaj nevidno. Da če slutiš, pač se testiraš za 5 evrov, in veš, vsaj z neko veliko zanesljivostjo.
Ja, super pogovor, hvala ti, Sašo. Jaz bi se ti rad zahvalil, ne samo zato, ker si se vzel čas, da smo imeli tole debato, ampak predvsem za vso tvoje udejstvovanje kot komunikator znanosti. To se mi zdi, mogoče se tebi ne po feelingu, da bo to kritična naloga ljudi v 21. stoletju, ne? Da dobro komunicirajo znanost. Ne? In vse tiste, ki poslušajo, bi povabil, da te followajo na Facebooku, kjer vsake toliko napišeš nekaj zelo pametnega in racionalnega. Tako da hvala ti še enkrat. No. Ja, hvala za povabilo. Prosim.